Lepo pozdravljeni, dragi pohodniki. Jaz vas naprošam, če se lahko tamle, ko je gužva, majčken pomaknete naprej, da bodo vsi lahko prišli do jutranjega zajtrka, da se vsi okrepčamo, pa bomo pa štarten. Počakamo tako, da se sigurno vsi naberemo. Neki so nas še klicali, da so še na poti, tako da tiste še počakamo. Pa majčken govora in filmček si pogledamo, malo vam obrazložim pot, pa krene prva skupina. Dobar dan še v mojem imenu, pa prav lep pozdravljen na kmetiji Parbukovc, pa naprošno bi jemu lastnika motornega kolesa tamle dol, če bi ga lih malo premaknil, ker bojo prišli krave ven. Jaz mislim, da v listo prisotnosti ste se že vsi upisali, če se kdo še ni, vas naprošam, da to stori, da imamo evidenco o tem, kakšno število pohodnikov se je današnjega pohoda udeležilo, ker to rabimo tudi potem za dokazila. Ob vpisu ste dobili potrdilo, da ste pohodnik, to je en tak kartonček. Na poti, če vas kdo vpraša, ga lahko pokažete, ampak mislim, da vas ne bodo spraševali. Dobili boste na poti razne pogostitve, kostanj pečen, domač kruh, zaseko, zapit bo, tako da lačni in žejni ne boste. Na pot ste pa dobili tudi tole zgibanko, zeleno. Ta bo šla tudi z vami. Danes sicer ne boste mogli vsi še pobarvati, vam bom razložila potem, kako gre. No, projekt v osnovi gre za to, da smo želeli obogatiti dve tematski poti z vsebino. Prej sta bili samo označeni, sedaj imata pa tudi vsebino. No, zato smo poskrbeli, da je tako, kot boste videli danes. Na naši poti boste spoznali zgodbo iz 17. stoletja, ki jo je sicer zapisal Ivan Tavčar po pripovedovanju kaplana Andreja. No, pripoved govori, če vam na kratko majčkeno omenim, o mlademu kanoniku Amandusu, ki je prišel loviti sem v gozdove Zale. To je Zala, kot vidite tukaj zadaj. Tukaj je pa Žirovski vrh. Ni vse Zala. No, in ta je lovil, pač je prišel na lov. Ta čas, ko je bil sicer v Škofji Loki na svoji dolžnosti, on je bil namreč župnik, kanonik, škofov svetovalec in škof Hren ga je poslal, da na tem področju pregleda, kako se zatira luterance. Takrat so preganjali luterance v tistem obdobju. No, ta je prišel sem in se spoznal z lepo deklico, Mrakovo Katarino. In kljub temu, da je bil duhovnik, se je nekoliko zagledal vanjo. Se veste, rdeča nit Tavčarjevih pripovedi je, ljubezen nam je vsemu pogubo. No, danes nam bodo te prizore odigrali v vlogi Amandusa Primož Oblak, v vlogi Mrakove Katarine Helena Oblak, potem v vlogi Katarininih bratov Aleš Cankar in Jernej Košir, v vlogi Ivana Tavčarja, ne boste verjeli, tudi Ivan, ampak je Šubic, pa ne slikar, ampak naš Ivan. Prikaz izdelave lesenega žlebu in pa skeč ob njem bosta izvedla pa Janez in pa Olga Šubic. Režija je bila pa tokrat pod mojo roko. No, med potjo si boste ogledali tudi 6 novih animacijskih tabel, ki bogatijo našo pot. Če boste se na to pot kdaj sami odpravili, vas bodo med potjo pač vodile in poskrbele za to, da boste tudi izvedeli kaj novega, tudi če ob vas ne bo vodiča. Ob vpisu ste prejeli zgibanke, kot sem že prej rekla. Na teh zgibankah je belo področje, kjer je prostor za tridimenzionalni žig, ki je na vsakem od teh 6 kozolčkov. Na vsakem je samo en košček sličice. Ko prehodite celo pot in pa prebarvate vse te žige, dobite pa končno podobico ven, ampak danes vsi ne boste mogli, vas je preveč. Enih par bomo prosili, da boste to naredili, tako da na koncu pokažemo, kaj pride. Drugič boste pa sami prišli, še enkrat pa sami pobarvali.
No, z današnjo pilotno izvedbo, kot se reče, želimo tudi preveriti, če smo stvar sploh pravilno zastavili. Zato vas bomo ob koncu pohoda nekatere ali pa kakšno skupino poprosili, da majčkeno zapišete vaše mnenje. Karkoli, kritike, pohvale, predloge, nič ne bomo jezni, vse je zelo, zelo dobrodošlo, da se bomo naprej vedeli, kako ravnati pa stvari popraviti, če jih bo treba popraviti. No, zdaj si bi pa pogledali en tak kratek filmček. Seveda ta prav še ni dokončan, ker danes še so snemalci na terenu. Jaz sem naredila sama, se boste videli, da je zelo amatersko. En kratek filmček, tako da boste si malo predstavljali, kaj vas čaka. Jaz mislim, da je zdaj dovolj besedi, da lahko gremo na pot. Prvi postanek bo že tam dal pri prvem kozolčku, da vam na kratko povem vsebino. Tako, jaz vam želim prijetno hojo. Prva skupina do številke 140, tisti, ki imate listke do 140. Ja, to prva. No, takole en lep pozdrav v mojem imenu še enkrat. Jaz mislim, da bom dovolj glasna. A se slišimo? Ja. V redu. Smo pri prvi tabli. Poti zaradi same zgodbe ni možno kontra obrniti, če hočete slediti sami zgodbi, ker se začne pač vsebina tukaj in potem si sledijo drugo, tretjo, četrto, peto do 6. table. Mi že leti dol. No, sama zahtevna, kot smo rekli, ni posebna, nekaj takega, dolžina 11 km, hod se tam nekje 3 do 4 ure. Mi bomo danes hodili kar precej več, ker se bomo ustavljali in pa poslušali še te igrane prizore. Tukaj vam tudi piše, kje so kakšne take zanimive točke. Tamle gor vas bomo opozorila, kje se zavije do te utrdbe Rupnikove linije, ta velike, ki jo imamo tukaj na Žirovskem vrhu. To je ta goli vrh utrdba. Potem vas bom naprej opozorila, kje bomo šli mimo mravljišč, majčkeno bomo skrenili s poti. Drugače je pa pot označena in tudi je tako markirana, da če greste sami, da naj se ne bi izgubili, če le gledate markacije. Tukaj so te tridimenzionalne žigi, pa kar prosim nekoga, da mogoče nam pokaže, kako se to naredi. A bova, na vaši. Takole položimo natančno gor in barvamo samo prvo. Nič čez, ne sme čez črtico. Ja, pohodniki imamo cajto dosti. Ene smrečice so že nastale. No, takole zdaj, če bi pogledali vzgibanke, je označena, mislim, da številka 2, bunker Rupnikove linije oziroma utrdba Goli vrh. Bi šli tlele gor po potki, pa pol skrajno levo nazaj tlele gor skozi gozdiček, se je tudi označeno. Ampak tu je, sami ne morete noter, no, morate zgolj pod vodstvom. Lahko se dogovorite z razvojno agencijo SORA ali pa občino Gorenja vas Poljane, pa vas popeljejo z vodenim pogledom noter. So pa res, mislim, ta utrdba je nekaj neverjetnega, ko sem bila jaz pred parimi leti noter, sem rekla, kva, tu imamo mi tlele, pa jaz ne vem. Res ogromna stvar si prej ne predstavljaš, 200 metrov je ta daljša linija, pa mislim, da so 3 vzporedne in tako prepleteni hodniki noter in dvorane so imeli prštiman za tuše, za rezervari so noter, za bencin, za vodo,
5000 litrov ogromen rezervar, dostokli 100 stopničke gor in gor je rezervar, da je bil avtomatsko padec. In vse odvodnavanje, vse je bilo že kar dobro narejeno, ne samo pa jih je pač vojna vihra prehitela, da niso do konca mogli dograditi in nikoli niso bili v bistvu uporabljeni te bunkerji ali pa tudi nikoli dograjeni. Zdaj se zelo trudimo vsi skupaj, da bi se to čim bolj obnovilo v tem smislu, da bi prikazali, kako se je to gradilo. Ker da damo noter vojne namene, da kažemo noter ene vojake, niti ni jih bilo dejansko noter, sploh ker so sem delali. Veliko je delalo tega civilnega prebivalstva, okoliškega, so mi rekli, da so tudi kar v redu zaslužili takrat, ko so to delali in da jim je, mislim, da jim je pač kar nekaj prineslo kruha. V glavnem tukaj gor se gre, tukaj, da če boste se kdaj želeli ogledati, si lahko ogledate. Mi smo to tudi označili z gibanki, tako da se vidi. Kaj? Mi gremo pa, ja, tam, če bi šli pa tle naprej še enih 200 metrov po cesti ali pa še ne več, bi pa prišli do izhoda z te utrdbe. Prej je bil ta izhod zasut, ker je bil pač tak, kot za rudnike, se veste, pa okrožni tuneli in se je zasipal dol, pač proti je letel dol z leti, in zdaj so to s pomočjo enega projekta tudi odkopali in je odkopan, tako da zdaj je lažje tudi zaradi ogledov, ker prej se je šla noter skozi tako strelsko lino in ker bi bili mečken bolj široki, bi imeli kar malo težave, bo treba kar malo fule že porin, pa en je mogel iti noter, da ga je naprej vle. Jaz sem imela kotle, skozi bom jaz šla, ja, je rekel, je že tudi bolj develi so šli. Gre, ampak malo problem bi bil, če bi se karkoli zgodil noter v jami, ne bi vas težko ven dobili, ker se spuščate noter, je tak jašek, mislim, da je 60 metrov globine, so stopnice dol in bi vas zelo težko, pa klinčki so tudi na začetku, malo lojtrce klinčkov in bi vas težko dobil ven, če bi se kjermo kaj naredili. Zdaj je pa vhod odprt, pa je to tudi rešeno. Bojo ogledi lažje. Zdaj pa gremo kar tele naprej, še enih 100 metrov dobrih pa zavijemo. A se slišimo tam na koncu? V redu. No, zdaj smo približno skoraj že na najvišji točki Zale, 899 metrov. Tamle gor mečken naprej je. Pot je označena po tejle stezici, ampak mi bomo zdaj skrenili tukaj čez vrh, da bomo videli še mravlišča. Drugače pa označena mravlišča so tudi tam gor z vrha, ampak bi mogli nazaj, pa iti nazaj spet na isto potko, tako da bomo zdaj kar tlele skrenili. So pa ta mravlišča bila res velikanska, vam bom pa pokazala tlele v moji knjigi, ki je pred parimi leti išla, je tudi ena fotografija, se je mož moj zraven slikal in je njegova glava kot ena pikica. Je bil res ogromen, ampak zdaj se je posedel. Tu je kopa. Kot kopa, ja. Zdaj je precej manjši ta velikno, očitno se je pač zima naredi svoje, pa se posede. Glava je bila res, mislim, mečkena, kot tale kup je bil, ampak še en tukaj visok. Zelo ogromen. No, za mravliša so včasih rekli, verjetno poznate, če drezaš v mravliša, da ga malo podreš, se tu ne smeje, ker pa ne bi ti pogorela v kratkem hiša. Mravljince so pa včasih tudi lovili, pa jih dajali v žganje, da je bila pa mravljinčna kislina so spustila in so mazali pa za kakšne težave z revmo so imeli. Zdaj pa, če bi takole nad mravlišem z roko malo naredili, pa hitro povohate, se prav čutuna mravljinčna kislina jo zavohate. Ampak pustimo mravljice parmera, pa ne drezajmo v njih, da jih ne bomo preveč
vznemirili. Mravljiš je kar nekaj, boste videli, niso to zelo ogromna, nekaj je še letošnjih, jih lansko leto sploh še ni bilo, stalno jih delajo, očiten velik je materijala tlele in imajo pač gradbeno trgovino v bližini pa delajo. Pa ni težav s propadi podjetij. Ni SCT pa tam. A je znak mravljišče? Kako? A je znak? Je označen, so tam gor, ampak sam je... Pomen mravljišče za gost. Aha, kaj pomeni mravljišče? No, to pa gospa povedala. Čist gost. Da je to zdrav gost, ja. Dober zrak je. Ja, vse je, tlele pa res. Se to prvi bomo ga malo ponižal. Ja. Da malo splače. Vržar. Mravlja bi mogla to biti meter vidno. No, en lep pozdrav. Tukaj tlele pa lahko rečem, da sem zdaj skoraj na svojem, ker tukaj je namreč naša jasa, pač last naše kmetije, našega očeta, upam, da bo kdaj moja. Tlele imamo mi kdaj kakšen zaseben piknik in lih drug teden, če bo lepo vreme, bomo tlele bili. Če boste šli mimo, bomo veseli dali kakšen dodatek. Če boste slučajno še enkrat prišli, se pomajte, ne? Ja, cel dan. Košara s kostanjem hod okrog, malo vzemte, tu se pravi drugi kozovček po vrsti, drugi žig se barva, kdor to dela. Tlele je pa resen tak lušen prizor, lansko leto smo imeli, ne predlani, razstavo enih slik našega člana Iztoka Kavčiča, ki tudi zelo lepo riše in je bilo res lepo tisti, ki ste bili taka res idilična razstava, take še ni bilo, no, se mi zdi. Kar vzemte si kostan, pa nas pa čaka čist mejhen spust tlele dol je pa ta prva igrana animacija, ko se bomo vsi zbrali na kup, bojo začeli igrati. Vas bom prosila, da se boste malo mogoče od spredaj dol posedeli, ker je teren lih narobe in nam visi, no, nismo mogli, tega pa nismo mogli parlati. Kar probo, no. Malo lepši, vse malo pravijo, če je moče. Kaj da te? Res je fajn, tukaj res je. A to je to? A vidite, Dobro. Lep se lup. In vidiš ti to, imate not. Zanimivo, lejte. Človek si v življenju neki uči. A bo pa tam ostal. Nekaj drugač, dolg cajta ni več. Pa sem na enkrat, pa rado sem... A pa nima tako produčen. Kaj? Ja, zaženi se, vidiš. A
No, tako, to je pa